Kakšno pa je ozadje današnje novinarske konference, kakšna je njena odločitev tudi v luči vseh dosedanjih ugibanj, pa prosim kar Natašo, da vzame mikrofon in pove, kako se je odločila. Ja, en lep dober dan seveda tudi v mojem imenu. Moja odločitev je, da kandidiram za predsednico Republike Slovenije. Lahko mi verjamete, da je to ena najtežjih odločitev v mojem življenju, ni lahka, ampak nekako so me velikokrat vabili v politiko. Vsakič znova sem zatrjevala, da sem premlada. Zadnje čase sem zatrjevala, da me izvršilna veja oblasti ne mika zaradi tega, ker se mi zdi, je tam potrebno sprejemati včasih tudi rekla, gnile kompromise. Morda izraz ni ravno najbolj primeren, ampak vseeno nekako se v izvršilni veji oblasti nikoli nisem videla. Nekaj časa, oziroma nekaj let pa v meni tlita želja, da bi vendarle v slovenskem družbenem in političnem prostoru lahko še kaj naredila. In funkcija predsednice republike se mi zdi, je takšna, ki je meni pravzaprav pisana na kožo. Veste, enkrat mi je ena moja dobra prijateljica rekla, ko si skeptična, ko ne verjameš ali znaš ali si upaš, preberi svoj življenjepis. Zadnje čase sem ga velikokrat prebirala in nekako ugotovila, da sem res v svojem življenju naredila veliko, da pa na vrhuncu svoje življenjske moči, stara sem namreč 54 let, lahko za domovino, za Slovenijo naredim še kaj. Moja odločitev, da kandidiram za predsednico Republike Slovenije, je šla še v eno smer, torej razmišljanje je šlo še v eno smer. Nikoli v življenju nisem bila članica nobene politične stranke, niti v tistih svinčenih časih, v katerih sem se rodila, nisem bila članica partije. Nikoli nisem želela vstopiti v nobeno stranko samo zato, da bi dobila kakšno pozicijo. Takšno držo držim torej že celo življenje in tudi kot kandidatka za predsednico se bom na volitve podala z zbiranjem podpisov. 5000 jih je potrebno zbrati in to je moja pot. Zakaj sem se pravzaprav še odločila, da kandidiram za predsednico republike? Celo svoje življenje se ukvarjam s temeljnimi človekovimi pravicami, s pravno državo. Seveda 10 let na poziciji informacijske pooblaščenke in sedaj tudi v svoji zasebni praksi na poziciji odvetnice. In zdi se mi, da je ravno predsedniška funkcija tista funkcija, kjer je potrebno boj za temeljne človekove pravice in vrednote pravne države še posebej poudarjati. Vsakič znova, jasno in glasno. Osebno menim, da je ravno pozicija predsednika republike tista, ki mora znati v najbolj kritičnih časih povedati jasno in glasno, kaj si misli. Verjetno se boste spomnili, da sem bila zadnje 2 leti, ko je bila naša demokracija pravzaprav v nekem stresnem testu zelo glasna. In nikoli mi ni bilo žal, da sem se izpostavljala. Če bom izvoljena, seveda tudi na poziciji predsednice republike, ne bom tiho. Človekove pravice so nekaj, v kar iskreno verjamem, in iskreno verjamem, da je država lahko močna, da se lahko razvija, da lahko da vsem vsaj približno enake možnosti, lahko le pravna država. Na tej poti, ki sem jo prehodila, mislim, da sem s svojim znanjem in energijo pokazala, da mi lahko zaupate, da mi lahko verjamete, da bom za temi vrednotami stala, dokler bom živa. In če zaključim svoja uvodna razmišljanja,
Izjemno ponosna sem in vesela, da me na tej poti podpira 14 izjemnih posameznic in posameznikov, 7 žensk in 7 moških. Pa jih bom kar naštela. Milena Zupančič in Nataša Barbara Gračner sta res 2 čudoviti umetnici, ki sta meni in vsem gledalkam in gledalcem znali izvabiti na obraz solze, smeh, naj bo to na odrskih deskah ali v filmu. Predvsem pa sta obe prečudoviti osebi in upam si reči naš nacionalni zaklad. Naslednja podpornica med ženskami je Alenka Godec. Ravno tako zaklad slovenske kulture in slovenske popevke. Prvi moški na seznamu. Po abecedi so sicer navedeni na listi, ki ga boste dobili. Tadej Golob, pisatelj. S Tadejem Golobom si delim pravzaprav glavno orodje mojega dela, to so besede. In upam, da bom z njimi kdaj tako razkošno spretna, kot je on v svojih knjigah. Med profesori, ki so me pred desetletji usmerili na pot prava in predvsem človekovih pravic, je bila zame najsvetlejša zvezda profesorica Alenka Šerih. Danes sicer upokojna, članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti in res tista gospa, ki je vedno znala povedati, da je pravo tisto, ki naj služi ljudem in ne obratno. Slavko Bobovnik je kolega z televizije. Dolgo vrsto let sva skupaj, bom rekla, grela novinarske klopi na televiziji Slovenija, vstopala v slovenske domove in Slavkov glas in stas, sem prepričana, še danes prepozna večina najnih sodržavljanov. In veste, enkrat davno mi je v enem intervjuju rekel, oziroma me je vprašal, če bom kandidirala za predsednico. Mislim, da bilo to njih 15 let nazaj. Takrat sem se seveda samo zasmejala in rekla, Slavko. Ne? Ampak vidite, danes sem tu in kandidiram. Boštjan Nahbar, košarkar, šport, ki je meni izjemno ljub. Boštjan Nahbar je direktor Združenja igralcev Eurolige, ki zagovarja pravice profesionalnih igralcev košarke, je nekdanji reprezentant Slovenije in 6 let je igral v NBA. S Boštjanom si deliva čut za pravičnost in večni boj za pravice. Boštjan za športne, jaz za mnoge druge. Neizmerno občudujem ljudi, ki so svoje življenje posvetili drugim in svojo humanostjo in humanitarnostjo delajo svet lepši. Med mojimi podporniki so Nina Kozorog, zdravnica iz Maribora in humanitarka, Biserka Marot Meden, Anita Ogulin in Dragan Petrovec. To so vsi tisti, na katerih pomoč pravzaprav računam pri ohranjanju stika s člani naše družbe, ki najbolj potrebujejo pomoč in na katere predsednica republike ne sme nikoli pozabiti. Pavel Gantar ni le nekdanji predsednik državnega zbora, ampak je oče dostopa do informacij javnega značaja. To je v bistvu prva temeljna človekova pravica, s katero sem se začela ukvarjati in vedno, ko ga srečam, mu ljubkovalno rečem, ti si oče transparentnosti v Sloveniji. Skratka, med podporniki moje kandidature je tudi dr. Pavel Gantar. Izjemno pa sem počaščena, da me oba nekdanja predsednika republike, prvi predsednik Milan Kučan in Danilo Tirk, vidita kot njuno primerno naslednico. Neizmerno spoštujem njuno modrost in izkušnje in njuna podpora mi pravzaprav daje še prav posebno spodbudo pri najavi moje kandidature. To je 7 izjemnih posameznic, 7 izjemnih posameznikov, ki podpirajo mojo kandidaturo. In dovolite mi za konec 14, se upravičujem, 7, ja, 14. Za konec bi pa vendarle rada povedala, kaj bo pravzaprav gonilo mojega dela, če mi na volitvah seveda uspe. Preprosto lahko rečem samo en stavek.
ne bom tiho.